Imamo 6 kandidatov, žal se je eden upravičil, tako da bomo kar začeli in ne zgubljali časa, kajti to ni majhna številka 6. Za začetek bom povedal pravila soočenja. Zastavili bomo 6 vprašanj. Ta vprašanja se bodo bolj ali manj dotikala kulture in mladine. Vsak od kandidatov bi imel na voljo 1 minuto za odgovor na vprašanje. Po minuti bojo zaslišali, oziroma boste tudi vi seveda zaslišali zvočni signal, po katerem bojo pač kandidati zaključili misel. Med odgovori bomo seveda verjetno kaj jih tudi probali pobezati. V tem primeru jim bomo čas primerno podaljšali. Po odgovorih bojo imeli kandidati možnost največ 2 replik po pol minute. In na koncu še, to bo pa vas verjetno najbolj zanimalo, če bo čas dopuščal, bomo sprejeli še vprašanje iz publike. Zdaj bomo to izvedli na ta način, da bo Špela, če boste seveda zainteresirani, vam bo prinesla listek, uraden, poštempljan, da ne bo kakšnih zlorab slučajno, in kuli, na katerega boste pač napisali vprašanje in ga vrgli v tistole skrinjo tamle. Vprašanja, če tudi jih mogoče ne bomo imeli časa zastaviti, jih boste lahko, bojo vsa na spletni strani na Facebooku lokalne volitve Kamnik, tako da tam poiščete in tam bojo tudi naši kandidati pač odgovorili na omenjena vprašanja. Vprašanja ne bojo torej takšna, da bojo primerna za vsakogar od kandidatov. In to bi bilo v bistvu tudi vse, zdaj pa seveda še ta najbolj pomembna formalnost predstavitev današnjih kandidatov. Prva je seveda dama Julijana Bizjak-Mlakar. Potem pa pride Brane Golubović. Gospod Marjan Smole Levček. Gospod Matej Tonin. Gospod Marjan Šarec. In gospod Rudi Veršnik. Prav lepo pozdravljeni tudi spoštovani kandidati in kandidatinja. Po mojem najboljše kar začeti. Prvo vprašanje je samo predstavitev, zakaj bi volili vas, pa bo začel kar gospod Golubović in od njega proti desni. Dober večer. Kot ste že ugotovili, sem jaz Brane Golubović. Malo to, da razbijamo. Prepričan sem, da imam dovolj izkušenj, znanja, predvsem pa zrelosti, ki sem jih pridobil v preteklem mandatu in pa preteklem obdobju, odkar sodelujem v lokalni politiki, in prepričan sem, da imam izvedljiv in pa realen program, ki upošteva tako mlado, srednjo kot starejšo generacijo in pa upošteva tudi razvoj vseh področji v občini Kamnik, od turizma, športa, kulture in pa podjetništva. Vsekakor je pa moja glavna naloga in moj glavni cilj, da sodelujem z vsemi. Hvala lepa. Gospa Julijana Bizjak-Mlakar. V Kamniku živim od rojstva in dobro vem, kakšne so kulturne, zgodovinske in naravne in ostale človeške prednosti občine Kamnik, ki doslej niso bile dovolj izkoriščene. Sama imam znanje, sem magistra poslovne politike in organizacije, hkrati sem poslanka Državnega zbora in lahko odprem vrata, ki bi sicer ostala zaprta in ki so do sedaj ostajala zaprta. Skratka, imam tudi ostale izkušnje, vodstvene izkušnje, upravljala sem velike gospodarske sisteme in javne sisteme, pomeni, da bi znala voditi to občino tako, da bi lahko izkoristila tiste prednosti, za katere smo ugotovili, da niso izkoriščene, in
imam tudi povezovalni značaj, ker namreč samo povezani in solidarni lahko izkoristimo te priložnosti. Dobro, hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Marjan Smolej Levček. Jaz bi tudi želel vsem dober večer. Jaz bom malo drugače začel. Namreč sem sicer res tudi rojen Kamničan, matere delavke, nezakonski. Hočem povedati s tem, da sem pač v življenju skozi mogel se sam ustvarjati in se tudi ustvaril se sam. S tem, da sem podjetnik že mnogo let. Sicer zdaj sem že v pokoju, zato imam tudi dovolj časa, da se posvetim tej naši občini, v kateri mislim, da v preteklosti je bilo dosti napak narejenih in ogromno enih projektov je ostalo v predalu občinskih, to je moje mišljenje. S tem, da moje izkušnje podjetniške, mislim, da bi zelo prav prišle pri upravljanju občine, sploh mislim zaradi tega, ker pač ostali kandidati mislim, da nimajo takih izkušenj, da s svojim znanjem, s svojim denarjem in svojim delom ustvariš to, kar imaš. Hvala lepa za enkrat. Hvala lepa. Gospod Matej Tonin. Ja, Matej Tonin iz Gornjega Tuhinja. Kraj mojega prebivanja so mi v teh 3 tednih številni učitelj, kot da bi bili, bom rekel, Tuhinci, Črnci, tako kot v Ameriki 60. leta, drugače pa do leta 2008 sem delal v državnem zboru, po letu 2008 sem ustanovil podjetje, ki ga vodim še danes. Jaz lahko rečem, da sem v tem trenutku v najboljših letih, da imam največ energije, največ vole, začnemo stvari spreminjati na bolj. Pomembno se mi zdi, da Kamnik po 16 Smolnikarjevih letih potrebuje spremembe in te spremembe so zdravilne tako za razvoj naše lokalne demokracije, kot tudi za razvoj naše občine. In moja formula za vodenje občine je čisto preprosta. Več kot bomo imeli, več bomo lahko naredili. In zato je že danes razmišljam, na kakšen način bi dobili dodatne proračunske vire. Ena izmed stvari, ki sem jo ponudil občankam in občanom, je ustanovitev polnilnice vode. Hvala lepa. Lep pozdrav, moje ime je Marjan Šarec, prihajam iz Šmarce, tudi jaz živim že od rojstva, prej nisem živel. Sem pa univerzitetni diplomirani igralec, sem tudi lesarski tehnik, prihajam z kmetije, čeprav je že zdaj 10 let nimamo več kmetije, tako da mi tudi te stvari niso tuje. Tudi meni, Matej, nekateri očitajo, da ničesar ne znam, da sem samo komedijant, ampak a veste, da lahko nekoga imitiraš, ki je predsednik neke stranke, moraš o tem že nekaj vedeti. To se meni že zdi. Drugače sem zaposlen na RTV Slovenija, na Radiu Slovenija sem vodil tudi svojo oddajo, sem bil urednik oddaje, potem sem tudi sodelujem pri neki drugi oddaji, ki je ne bi tukaj omenjal, ker mi bodo spet očitali, da se hecam in tako naprej. Zakaj bi volili mene? Zato, ker sem tako finančno kot politično neodvisen. Če je Marjan Smolej prej rekel, da drugi nimajo tega, da bi delali s svojim denarjem, no, jaz sem si ustvaril neko svoje ime kot neko blagovno znamko in pozna me cela Slovenija. Hvala lepa. Hvala lepa. In še gospod Rudi Veršnik. Sem Rudi Veršnik, živim prav tako kot moj desni kolega v Šmarci. Svojo mladost sem preživljal v Tuhinjski dolini na Selih, po poklicu ekonomist, sedaj upokojenec. Izkušenj imam več kot 30 let v gospodarstvu, 4 leta v državnem zboru in 4 leta tudi kot občinski svetnik. Občino poznam zelo dobro, pa njen proračun. Zakaj bi volili mene? Jaz sem vse skozi vladavine gospoda Toneta Smolnikarja, ki recimo tudi ni bila slaba, pogrešal neko strategijo vnaprej, začrtane smernice za razvoj in to želim ustvariti skupaj s kolegi, tako na občini kot s kolegi znanci iz profesij. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo kakšno repliko? Gremo kar na drugo vprašanje. Aha, dobro je, gospa magistra Julijana Bizjak-Mlakar. Imam repliko, namreč omenili ste proračun in dejansko, ko sem šla gledati razvojne načrte
Lahko rečem, da repliko kar trem tukaj, tistim, ki ste občinski svetniki in gospodu seveda podžupanu, ki je še odgovoren za družbene dejavnosti, namreč razvojni načrti, če pogledamo, kakšni so, najdete vse te podatke na internetu. Za družbene dejavnosti je bilo planirano 4,8 milijonov evrov, eno leto kasneje pa 2,9 milijonov evrov za isto leto 2010. V kulturi, program za kulturo po enem letu se je znižal za 50%. Za izobraževalne dejavnosti 3,8 milijonov, eno leto kasneje za isto leto 2,1 milijona. Planirano je bilo 1,3 milijona sredstev od države za izobraževanje, eno leto kasneje pa nič evrov za isto stvar. In če tako nadaljujem, skratka, ugotavlja se, da se ni znalo planirati niti za eno leto naprej. Na kakšen način boste potem uresničevali načrte, če so tako hude napake sedaj storjene, oziroma če se ne zna planirati niti za eno leto v sedanjem občinskem proračunu. Hvala lepa, gospod Golubovič. Okoli predstavitve sam, Matej, da te potolažem, jaz sem leta 2006, 16. aprila, prišel živeti v Tuhinjsko dolino, tako da glej, tudi blokovski otroci prihajajo v Tuhinj, tako da je tam lepo. Matej Tonin. Ja, tudi jaz sem hotel to stvar omeniti, nisem sicer čisto Julijane razumel, kam pa še proračun med predstavitev, samo predstavitev, ampak hotel sem pa to reči, ker je že Brane rekel, da sem jaz Tuhinjc, ne, se očita samo meni, ampak Rudi je rekel, da izvira iz Tuhinja, ne, in tudi Brane je zdaj po to novem Thinjc, tako da... Pa smo že trije, ki nam učitajo, vidiš, Upam, moraš vse samo vzeti. Boste kmalu večini. Upam, da bojo tudi tisti, ki to neprestano učitajo, da bojo, ker se bojijo, ne, veste, danes pravijo, ves denar je šel v Tuhinj, ne, in se zdaj bojijo, da kaj pa bo, če bo pa Tuhinjci izvoljen, bo šel zdaj tudi, ne, in jih jaz lahko vedno potolažim, da smo kar trije županski kandidati Thinjci, da nisem sam. Samo še ena stvar, glede mladosti, ki se tudi stalno pojavlja, ne, iz Marjana smo skoraj ista generacija, tako Marja. Še gospod Marjan Šarc, glede na to ste bili izvan tudi. No, sej tudi v Šmarci je pol Tuhinjcev, samo to sem hotel reči. In še gospod Rudi Veršnik. No, jaz bom pa takole rekel, če ne bi bilo Tuhinjcev, jaz mislim, da bi bil Kamen še v srednjem veku. No, jaz imam rada Tuhinjce, ampak bi pa vseeno rada dobila odgovor, ampak očitno je odgovor zelo težek, kako je možno v enem letu izgubiti na iste dejavnosti po 2 milijona ali pa še celo po 5 milijonov, kot lahko vidimo pri razvojnih načrtih. Jaz mislim, da bo naslednje vprašanje bolj primerno za to, kot samo predstavitev. Zdaj, če bi kdo, gospod Marjan Smole. Ja, jaz bi sledeče povedal, namreč, veste, to je ogledalo občinskega sveta, ne, tako se prepirajo in prej sem poudariti, da jaz in moja lista smo totalno neobremenjeni s politiko in ravno zaradi tega bi verjetno čas, da se ta garnitura na občini zamena, ne, ker takale pregovarjena sem, kje je ta, to nikoli ni plodno in ne verjamem, da bo prinašal dobrobit Kamniku. Še eno, mislim, da imate gospod Tonin. V redu. Potem pa... Lahko samo še ugotovim, da... Dve repliki sta na vprašanje, tako da vas ja, moram ampak žal... odgovora pa ni bilo od nobenega tistega, ki je merodajen za to, da je sprejemal takšne razvojne načrte. Prihajajo še vprašanje, ki bojo nemara mnogo primernejše za to, kot samo predstavitev. Zdaj bi kar šel počas na drugo vprašanje in bi tudi našo žirijo upozoril, da replika traja zgolj pol minute. Samo odgovor na vprašanje pa seveda 1 minuto. Drugo vprašanje. Katere segmente kulture boste podprli in katere dejavnosti si glede na dosedanje delovanje ne zaslužijo podpore občine? Pa pejmo tokrat v obratnem vrstnem redu. Gospod Rudi Veršnik. Jaz sem prepričan, da je treba podpreti tiste dejavnosti v kulturi, ki zajemajo čim večjo množico. Tukaj bi rekel, kulturna društva, ki delujejo tako na podeželju kot v samem mestu. Podpreti je potrebno tudi to, kar se je že zdaj delalo, renoviranje domov kulturnih. Potem bi podprl tudi, da se ta dom kulture centralni, ki je v Kamniku, spremeni v tem smislu, da dobi pravo funkcijo. Kakšna je to prava funkcija? Funkcijo v tem, da so pomožne dejavnosti slabše kakovosti in jih je treba izboljšati, kot so garderobe, kot so
sam oder z raznimi pripomočki, ki so zdaj že sodobni in tako dalje. Tako da je zame je najbolj pomembno to, da je v to kulturno dejavnost vključenih čim večja množica. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marjan Šarec. Jaz pa mislim, da je treba podpreti tudi tiste dejavnosti, ki so nekako deficitarne, to je tako kot pri športu, ne. Podpiramo, seveda vemo, kje je veliko denarja v nogometu in v takih športih, recimo v gimnastiki ga že ni, ne. Tako tudi na kulturnem področju so še razni segmenti, ki niso tako mogoče zanimivi za širše množice in ravno tisti Ste rabijo... lahko konkretnejši? Kateri segmenti bi to bili? Ja, ne vem, recimo kakšna ulična gledališča kot teater Ane Monro in podobno, potem razni improvokatorji in take zadeve, ne, so vredne pozornosti. Seveda pa tisto, ko pa nekdo sam sedi v neki sobi in igra na drumlico cel dan, tisto pa seveda ni ravno, mora imeti vseeno nek namen, ker danes je moderna umetnost taka, da išče neke druge vizije, ki pa mogoče res niso vse vredne toliko financ, tako kot slovenski film, ko jamrajo, da nimajo denarja, ampak ko film vidiš, ti je potem žal še tistega denarja, ki je bil dan. Hvala lepa. Gospod Matej Tonin. Jaz bi kot župan največ vlagal v ljubiteljsko kulturo. Poglejte, širom občine boste videli številna kulturna društva, ki pripravljajo takšne in drugačne igre, njihove dvorane so vedno polne. Zdaj upam, da ne bom koga užalil, ampak toliko kot uspe napolniti eno kulturno društvo na Lazah ali pa v Šmartnem ali pa, bom rekel, tudi v Mekinjah eno dvorano, jo malo kdaj uspe napolniti Domu kulture Kamnik, pa je osrednja kulturna institucija. In moj prispevek bi šel predvsem v to smer. Kaj pa profesionalne enote, ki se ukvarjajo s kulturo, ker recimo mogoče so na širšem področju uspešnejše? Vaše vprašanje je bilo, če bi kakšno stvar zmanjšal financirano, pa kakšno povečal. Torej, jaz bi predvsem povečal ljubiteljsko kulturo, ne. Naravno, mogoče to tudi pomeni, da bi pa na drugih področjih zmanjšal. Čeprav kulturo pa je potrebno vse stalno in skozi financirati, ker za mene je vložek v kulturo vložek v narodno identiteto in tega se je potrebno zavedati, ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Marjan Smole, Levčak. Ja, poglejte, jaz sem mišljenja tega, da namreč zmanjševati tako ni treba nič, ker že tako ni prav veliko v Kamniku, ne. Zdaj to, kar se dogaja, mislim, da je treba naprej podpirati, pomeni te pevske zbore, potem liro, absolutno, tudi konec koncev, tudi en kulturni dogodek so naredno, še jih treba nadaljevati in jih še pospešiti. Potem se pravi za mlade, recimo dati kakšne klube pesnikov, pisateljev, imamo recimo tudi te mlade pisatelje v Kamniku, ki nimajo nobene podpore od občine, ki vse knjige izdajajo s svojimi sredstvi ali pa sredstvi sponzorjev. To bi bile moje glavne smernice, ne, zdaj se pravi, kaj zmanjševati, po moje, da nima smiselno, ker že tako ni veliko. Kar se tiče pa teh, bom rekel, prireditev v Kamniku, se pa s Matejem čisto strinjam, tega je malo in tudi dejansko je to dvorana v Kamniku težko napolniti, tako da, ampak moje mišljenje je, da je predvsem bodočnost v mladih. Hvala lepa. Gospa Julijana Bizjak. Zaenkrat se je namenjalo premalo sredstev prav tem dejavnostim, torej kulturnim dejavnostim in vsemu tistemu, kar združuje mlade in starejše in vpliva tudi na bolj kakovostno življenje. Zaradi tega je potrebno to še posebej podpreti od kulturnih društev, tudi kar se tiče kulturnega doma Kamnik. Poleg tega ne smemo pozabiti na knjižnice. Izredno pomembno je, da imajo ljudje dostop do knjižničnega gradiva. Potem so tukaj igralske, to se pravi razna društva, ki se ukvarjajo z igralstvom, teh imamo kar precej v Kamniku. Potem so pevska društva, ki imajo stoletno tradicijo, poglejmo Liro, poglejmo Solidarnost in druge zbore, ogromno zborov imamo v Kamniku. Poleg tega so te prireditve, kot je Kamfest in druge stvari, ki so zelo pomembne za mlade, seveda so tukaj tudi umetniške prireditve, likovne razstave, in ne pozabiti na to, da je potrebno ohranjati nepremično kulturno dediščino, pomeni, da je potrebno skrbeti za to, ne nazadnje tudi za sobo Rudolfa Maistra, ki jo moramo opremiti, tako da bo zgodovina, torej da bodo naši otroci vedeli, kakšna je bila zgodovina. Hvala. Hvala lepa, Hvala lepa, gospod Brane Golubović.
Ja, jaz bi rekel, da nobenega segmenta kulture ne smemo zmanjševati pri sredstvih. Mogoče je treba neke prerazporeditve narediti, ampak zmanjševanje pa nikakor. Prva stvar je sigurno vlaganje in nadaljevanje vlaganja v kulturno infrastrukturo. To so kulturni domovi, se pravi, ko govorimo o kulturi, lahko govorimo tudi o subkulturi, tudi kotlovnica na nek način, kulturni prostor, ko se tam odvijajo kulturne prireditve. In druga stvar je ta, da brez kulturnikov zelo težko urejamo kulturo. In moja glavna naloga je to, že 4 leta sem se boril, da ustanovijo Zvezo kulturnih organizacij. In oni so tisti sogovornik, s katerim naj občina se pogovarja, kaj in kako naj delimo sredstva preko javnih razpisov. Mimogrede, če umaknemo sredstva za knjižnico, da je občina Kamnik v letu 2010 1 milijon evrov za področje kulture. Omenili ste prerazporejanje. Ne bi pa od nikomur vzel, na kakšen način bi to prerazporedil, pa hkrati nikomur vzel? Glejte, prerazporejanje gre v smeri tega, da mogoče rečemo, imamo založništvo in vedno se, ne vem, 1 ali pa 2 knjige, tako kot je gospod Marjan, financirata na letni ravni. A ne? Mogoče bi to odprli, prerazporedili iz programov, kjer je tudi neko založništvo, se financira, pa dali v eno javni razpis. Gre samo za to zgodbo, da je znotraj, da je ta neko področje, smo ga začeli malo prerazporejati, da je bolj transparentno vse. Ampak glavna težava je ta, nimamo Zveze kulturnih organizacij in kulturniki se nekako Hvala lepa. niso kot sogovornik. No? Razumem. Gospod magister Matej Tonin se je javil za repliko. Še kdo? Dobro, super. Gospod Matej Tonin. Jaz zdaj, Braneta, nisem čisto dobro razumel, mogoče bo pojasnil v nadaljevanju. Torej, če imamo mi omejena sredstva, ne, če nekomu damo, moramo nekomu vzeti. In jaz zdaj to že stalno poslušam v Branetovi kampanji, ne, nobenega segmenta ne bojo zmanjševali, samo dodajali bojo. Jaz vprašam, je zdaj občinski proračun jama brez dna. Ne. Tisti, ki delamo za svoj denar, vemo, da to, ko ustvariš, to ga lahko zapraviš in tudi na takšen način bo potrebno občino voditi. Dodal bi samo še eno stvar, ne, en primer, kako se kaže, bom nadaljeval kasneje. Gospa Julijana Bizjak-Mlakar. Jaz bi pa ravno v zvezi s tem, da se lahko stegneš toliko, kolikor je odeja dolga, ampak včasih se da pa odejo podaljšati, če si bolj aktiven. In teh aktivnosti je bilo premalo do sedaj, pomeni, da se je potrebno potruditi, pomagati mladim, tudi zato, da se naredijo takšni projekti, da se lahko črpajo tudi državna in evropska sredstva. Kakšne aktivnosti, če ste lahko malo bolj konkretni? Ja, cel kup projektov se da, kar poglejte, medijski prostor v Kamniku je totalno zaprt, nimamo televizije, nimamo radija in še marsičesa drugega in za vse to bi se dalo narediti projekte in črpati državna in evropska sredstva. Hvala lepa, gospod Rudi Veršnik. No, v programu Slovenske demokratske stranke odbora Kamnik smo tudi zapisali, da bomo ustanovili nagrado Malega gradu. Veroniko so nam namreč ukradli za kulturne in pa umetniške vrhunce. To naj bi bil nek stimulans, da bi ta kultura v Kamniku se bolj razvijala in bolj cvetela. Kakšna bi bila to nagrada na simbolični ravni, finančno podprta? To bi bila nagrada, seveda, če bi se dalo, bi bila zaradi mene lahko tudi finančna, drugače pa vsekakor simbolična in pa neka prestižna nagrada. Gospod Marjan Šarac. Sej v kulturi so vse nagrade bolj simbolične, zato se tudi igralci vržejo v komercialo ponavadi. Hvala. Gospod Golubovič je bil še pred vami. Ja, poglej, Matej, skoraj 600 000 evrov smo v 4 letih za kulturne domove namenili. In več ali manj imamo dokaj dobro urejene, še 2 kulturna domova bo treba urediti. In del teh sredstev, ko sem jaz govoril, da ne bo treba prerazporediti, če govorimo o 1,7 milijona evrov na ravni 2010 na področju kulture, se ta sredstva ne bojo zniževala, ampak iz investicij, ki so bile zdaj dosti visoke, se bojo prerazporedile na programe. In druga stvar je ta, mi smo dobili samo letos v tej dvorani, ki sedite, polovico sredstev za prezračevanje nepovratnih. In tudi na tem segmentu se da marsikaj narediti. In smo začeli v zadnjih 3 letih delati. To je ta zgodba prerazporejanja sredstev. Hvala lepa. Še gospod Matej Tonin. Brane, vse imaš prav, ampak vprašanje je bilo zastavljeno, ne, če bi bilo na razpolago, ne vem, ta stvar ali pa ta stvar, kam bi ti denar preusmeril. Ja, si tudi nisi odgovoril. Zato sem te vprašal. Ne. Bi pa sam še eno stvar bi dodal to, ne, primer
bom rekel, kakšna nesorazmerja se v Kamenku pojavljajo, miklavževanje, ki se ga organizira v centru Kamenka, ponavadi privab tudi do 1000 obiskovalcev, ne. In ravno včeraj sem govoril z organizatorji tega in pravijo, da morajo za te stvari še sami zalagati. In takšna stvar, bom rekel, se pa meni zdi sramotna, no. Gospa Julijana Bizjak-Mlakar. Iz bilanc je videti, da je v letu 2009 bilo načrpanih samo 38 000 evrov iz Evropske unije, v letu 2010 pa verjetno samo teh 500 000 za povezovalko. Druge občine črpajo po 10 milijonov evrov vsako leto, ki so nepovratna sredstva. No, samo te občine so verjetno večje. Prosim? Imate podatke za Za nazaj je pa zadeva nič boljša. Jaz imam repliko. Gospod Marjan Smole Levček je bil še prej. Poglejte, spet bom ponovil isto. Pred očmi imate občinski svet. Ampak jaz ponavljam ponovno. Gospa Julijana, da bom pa vam povprašal, konkretno vprašanje bom postavil. Poslanka ste 2 leti. Koliko sredstev ste pripeljala v kamniško občino? Gospod Marjan, v Mlinu se pove 2-krat, ampak vam je pa zgleda treba 10-krat povedati, ker na to sem že odgovorila že na 2 soočenjih. Skratka, za to sta potrebna 2. Sama sem ponudila pomoč tem občinarjem, vsem po vrsti niso želeli sodelovati. Hvala. Hvala lepa. Gospod Golubovič. Poglejte, ena stvar je to, ne, nobeden ne pripelje sredstva v občino, prijavi se človek na razpis. Saj nismo v neki državi, kjer pokličeš ministra pa reče, daj mi 4 milijone, zato ker so skupaj v stranki. Druga stvar je pa ta, 30 000 tole, nepovratna sredstva za okna v knjižnici, Budnarjeva hiša pa še kaj. Jaz res ne vem, kje zdaj mi dva gledava proračun. Nažalost, jaz nimam na jutrno soočenje na Kamničanu, bom pa prinesel še proračun. Na občinski spletni strani, gospod župan, podžupan, to bi morali vedeti. Gospa Bizjak, na repliko, prosim, se prijavite in izkoristili ste že obe 2. Še kdo, mogoče kaj? Gospod Veršnik. Ja, jaz bi gospe Julijani rekel takole, ne. So tudi projekti, ki jih država sama financira brez kakršnega sofinanciranja občine. Tako se recimo dela cesta od Stran do Črnjevca, tako se je naredil invalidni dom. Določene stvari so na državni ravni, določene brez seveda na sodelovanja občinski. občine. Vemo pa, da sodelovanje je tam in takrat, kadar ima župan in občinska uprava neke projekte investicijske, tako kot smo gradili tole krožišče tukaj in pa 4-pasovnico. Hvala. Hvala lepa. Tlele bi se dal, vidim, še marsikaj povedati, moramo žal pač k 3. vprašanju, kajti čas nas malo baše. Kaj konkretno, po vašem mnenju, potrebujejo mladi v Kamniku? Zdaj bi pa začel z gospodom Marjanom Smoletom Levčkom, šel takole in potem takole, da se malo tele vrstni redi menjajo. Ja, poglejte, mladi potrebujejo veliko, predvsem prostore svoje, da imajo noter primer, kot je ta kotlovnica. Mislim, da je to bila kar dobra zamisel in da je bilo dobro speljano. Naprej pa gre spet za mladino, to pomeni, da morajo biti prostori urejeni za njih, da bojo pač not imeli svoje dejavnosti. Pomeni, ne vem, ali imajo pesniške dejavnosti, imajo književne dejavnosti, karkoli. Skratka, prostori morajo biti za mlade urejeni, da se imajo kje shajati, da se ne shajajo po gostiščih in vemo, da v Kamniku je dosti velik problem mamil, zato bi bilo dobro, da se te stvari uredijo. Zdaj, katero stvar podpreti je pa stvar dogovora, to se pravi občin in občinskih svetov. Sigurno sem pa, da se mladim omogoči čim več, to se pravi teh izven šolskih dejavnosti ali pa tako naprej. Tudi recimo se ne gre samo za te mladi tudi pridejo recimo mlade družine, ki so se priselile v Kamnika, ne. Tudi ljudje, te mlade družine, ki so, ne vem, stari 25, 30 let, bi tudi za njih treba poskrbeti na določen način, spet določene tudi športne objekte, recimo, ne, kakor jih govori se že dolgo, da bo ta športni park, pa ga še vedno ni, ne, in s tem bomo tudi Kamniče zadržali in bojo v Kamniku ostali, ne. Hvala lepa. Gospa Julijana Bizjak-Mlakar. Ja, mladi rabijo veliko, vsekako rabijo takšne stvari, da bodo svoj čas koristno uporabljali, imajo veliko idej. Poskrbeti je potrebno in za rekreacijske površine, za infrastrukturo, za šport, da imajo prostore, kjer se lahko družijo,
da imajo lahko programe, ki jih odtegujejo od zasvojenosti. Poleg tega v samem našem programu smo dali za cilj, da bomo jih poskušali tudi trenirati v podjetništvu. Naredili bomo podjetniški inkubator s trenerji oziroma inštruktorji za mlade. Če povem samo to, da je v tej hiši, kjer smo danes, da je Kaj je to skupina... podjetniški inkubator za mlade, če mi lahko to Ja, pojasnite? če lahko povem, torej za zelo majhne denarje se da dobiti prostor z računalniki, govorila sem že z usposobljenimi ljudmi s fakultete, ki bodo preverjali podjetniške ideje mladih in povedali, kaj je dobro, kaj ni dobro, ali je zadeva primerna, da grem naprej potem v realizacijo ali ne. Skratka, da jih bodo usmerjali v tem in da se bodo lahko preizkusili tudi v podjetništvu. Mislim, da je to zelo pomembno za občino Kamnik glede na gospodarski zastoj, ki je na tem področju. Hkrati bi pa omenila, da v tej hiši so ljudje, ki bi želeli narediti radio, televizijo, pa nimajo te možnosti. Hvala lepa. zaenkrat. Hvala. Gospod Brane Golubović. Hvala. Mladim je potrebno predvsem dati zaupanje. In to, kar smo danes tukaj, to je to. Kamerman 1, Kamerman 2, v zadnji peljajo drugo stvar, to so mladi. In ti mladi so dobili možnost, da imajo svojo televizijo, internet televizijo. Naša naloga je bila samo to, da jim to omogočimo. Kako si bojo pa oni skreirali svojo zgodbo, je pa njihova stvar, mi moramo zaupati. In to je en primer. Drug primer je Kotlovenca v spodaj. Tam se dogaja podjetništvo, kot TV Kamnik, audio zgodba, fotoklub, pa še kaj. Vsi skupaj znajo narediti CD, če govorimo o tem. Govorimo o Kamniku, kaj pa na Druga stvar periferiji? pa je, zdaj, ko smo kulturne domove, 7 kulturnih domov po občini obnovili, imamo željo noter spraviti mladinske krajevne centre. In te mladinske krajevne centre pa lahko vodijo, se pravi, igralske skupine, ki so tako ali tako mladi. In imamo spet to širitev, multipliciramo vso zgodbo. Tukaj smo naredili dober primer dobre prakse, v Kotlovenci pa v Domu kulture in to se zdaj širi. In ta pobuda mladih se širi. Mi moramo samo vzpostaviti pogoje. Hvala lepa. Gospod Rudi Veršnik. Mlade je vsekakor treba, bom tako rekel, v narekovajih zaposliti. To vem iz lastnih izkušenj. In sicer zaposliti s tistim, kar mlade privlači. Ali je to šport, ali je to neka kultura, ali je to tisto, kar jih najbolj privlači. Seveda, mi smo pa dolžni zagotoviti njim ustrezno infrastrukturo. Že zdaj se po občini gradijo po večjih vaseh in naseljih neke vrste igrišča, kamor pridejo brcati ali košarko igrati in kakorkoli. In pa seveda v samem mestnem jedru je pa potreben tudi bazen, ki ga je zdaj v poleti deluje, po zimi ga nimamo. Imeli smo v Kamniku skakalnico, zdaj je nimamo, pa bi bilo dobro preveriti, imeli smo veliko tudi talentiranih skakalcev. Potem je pa poskrbeti potrebno, to pa tudi dolžnost občine, za animatorje, da ti ne bodo samo voluntaristi delali za nič, priskrbeti jim je treba neka nadomestila in da bodo oni vodili mlade in jih usmerjali in jih recimo vodili ali pa jih učili plesa, pač nekih dejavnosti. Hvala lepa. Gospod Marjan Šarec. No, vemo, da veliko mladih je vključenih v razna društva in klube, se pravi športni klubi, potem so tukaj gasilska društva, kulturna društva in podobne stvari, potem so tukaj tudi taborniki, skauti in če bomo te organizacije podpirali, smo že veliko naredili, ker mladi se konkretno pri gasilcih, kjer sem sam, imajo mladi veliko zanimanje za gasilstvo in je treba posredno tudi s spodbujanjem teh društev in pomočjo se mladi že tam lahko velikokrat najdejo. Prav zgolj obstoječe stvari podpirati ali imate tudi mogoče vizijo česa novega? Ja, obstoječe stvari itak podpirati, drugo morajo pa tudi mladi sami povedati, kaj želijo in se jim to tudi omogoči. Kam pa ne pridajo povedati to? Na občino? Na občino. Meni osebno, če bom izvoljen. Velja. Ja. Kam pa? Hvala lepa. Gospod Matej Tonin. Torej, kaj potrebujejo mladi? Odvisno je, kako definiramo mladost. Če bom rekel, mladi od 1 do 6 let potrebujejo vrtce,
Vemo, da je No, bilo to... aktivno mladino smo mislili med 15 in recimo 30 letom. Okay. Pri teh stvarih sta pa dve stvari. Prvič je treba mladim omogočiti, da se lahko izživijo na športnem področju in tudi na tem umetniškem, glasbenem, kulturnem področju. Zato je potrebno zagotoviti pa prostore. Ne. Na umetniškem, kulturnem, mislim, to je treba priznati, so prostori relativno dobro, bom rekel, obnovljeni, obstoječi, imamo kotlovnico, imamo lokalne kulturne domove in tako naprej. Je pa manjko na športnem področju, tukaj se pa kaže, bom rekel, velika pomanjkljivost, ena izmed takih stvari je tudi, bom rekel, velika krajevna skupnost Mekinje, z več kot 1000 prebivalci pa ne premorejo enega zunanjega športnega igrišča. Vem, da se je podžupan za to prizadeval, ampak v 4 letih mu to stvar ni uspel realizirati, zato pač se na tem mestu tudi postavlja vprašanje, na kakšen način se bo pa realiziral športni park, o katerem se tudi zadnje čase zelo veliko govori. Hvala lepa. Replike ste dvignili roko, gospa Julijana Bizjak-Mlakar. Želela sem povedati, da mladi imajo naše zaupanje. Jaz dvomim, da je kdo tukaj v dvorani, ki mladim ne zaupa, ampak mladi pa rabijo tudi podporo in to tako v strokovnem smislu, kot tudi v smislu infrastrukture in tudi v smislu financ. Namreč v Kamniku starši morajo voziti otroke plavati v druge občine, na skakanje, smučanje jih morajo voziti v druge občine, naši športniki so v klubih po drugih občinah zaradi tega, ker nimajo tukaj pogojev za treniranje. Skratka, veliko bi naredili in za starše in za otroke, če bi to infrastrukturo imeli tudi v Kamniku. Hvala lepa. Gospod Golubovič. Zdaj, če rečemo pojem mladi, bi ga jaz vsem definiral od 15 do 25 let. To mladost dvigujemo zato, ker mladi ostajajo doma. Ampak ena stvar, subkultura, neorganizirana mladina, to je tista mladina, na katero moramo biti pozorni. To je mladina, ki ni v društvih nikjer vključena. In to, kar dela mladinski center, ali pa kar bojo delali krajevni mladinski centri, bojo potegnili to neorganizirano mladino. Kako bojo pa mladi sodelovali? Sodelujejo že prek mladinskega sveta Kamnik, kjer so vključene vse organizacije. Matej pa dobro ve, glede Mekin, da smo dobili končno od Ministrstva za kmetijstvo, se pravi dovoljenje, da prekategoriziramo zemljišče v, se pravi, šport in rekreacijo, prej bilo pa kmetijsko zemljišče. In tudi ve, da smo delali na športnih objektih. V Zgornjem Tuhinju sva skupaj sodelovala pri zagotovitvi garderob. Hvala lepa. Še kakšna replika? Gospod Marjan Smole Levčak, potem vi. Ja, jaz bi rad samo sledeče povedati, kot sem že prej poudaril. Skratka, gre za dati mladini pogoje in mladino voditi. Recimo, jaz bom primer svojega mladinskega časa povedal, ko smo mi organizirali plese v Kamniku in to v tej mali dvorani, to se pravi na našem kulturnem domu, seveda z soglasjem občine. Pomeni, da je imela takrat občina posluh za nas in mladino in smo imeli svoj klub in s tem klubom smo vsako soboto in nedeljo organizirali plese. Zdaj nima posluha, po vašem mnenju? Ne. Dobro, hvala lepa. Gospod Tonin? Ja, moram replicirati glede tega mekinskega igrišča. Brane, ti veš, da je bilo tudi, bom rekel, že 1 let nazaj rečen, vse bo, jutri bomo to stvar spalali, pa je leto minilo okrog, pa se še vedno ni nič naredilo. Ampak pustva to. Tokrat ti verjamem, da se bo ta stvar spalala in ne bomo te stvari več pogrevali. Ampak treba je pa upozoriti tudi na to stvar, subkultura mladih na podeželju in v mestu je precej različna. In naša subkultura na podeželju je bila pač takšna, mi nismo hodili v kotlovnico, mi nismo hodili po mestu, ampak mi smo cele dneve zabijali na športnem igrišču. Gor smo nabijali žogo od jutra do večera in to je tista stvar, ki jo je potrebno graditi. In jaz danes trdim, da v vsaki vasi, ki šteje več kot 500 ljudi, je potrebno zagotoviti zunanje športno igrišče. V tem primeru so problem Mekinje ali še kje drugje? Prosim? Problem so zgolj Mekinje ali vidite problem? Mekinje je zgolj najbolj izpostavljena vas ali pa bom rekel krajevna skupnost, ker vasi ali pa krajevne skupnosti, ki imajo 500-400 prebivalcev, zunanja igrišča imajo. Primer Češence, Julijana ta primer zelo dobro pozna, tam so se ljudje potrudili, imajo svojo športno igrišče. So ga sicer sami naredili, ampak... Nimajo pa recimo v Šmarci svoje kotlovnice. Se pravim, jaz sem to rekel, da subkultura mladih na podeželju... A potrebuje čisto vsaka vas, sam to me zanima. Ne, jaz to ne trdim. Vsaka vas ne potrebuje
bom rekel, svoje kotlovnice. Ne. In kotlovnica nudi tukaj ustrezne in v redu pogoje in kdor ima željo, lahko svoje te, bom rekel, kulturno-umetniške dejavnosti v tej kotlovnici živi, ampak kljub vsemu najlažji za vse je pa vedno iti na igrišče in brcati žogo. Zato so pa jasni pogoji, kakšni morajo biti. Ne. Hvala lepa, gospa Julijana Bizjak-Mlakar. Najprej kruha, potem pa iger. To je tisto, kar nisem imela časa povedati zaradi omejenega časa. To se pravi, mladi potrebujejo socialno varnost. In štipendijska politika, naprimer v Kamniku, je že dolgo časa ni več in tukaj je treba več narediti, zato da bo vsak otrok imel dostop do učbenikov, dostop do interneta, dostop do tega, da se bo lahko izobraževal in da bo lahko potem razmišljal o nadgradnji, to se pravi o ostalih projektih, kjer se bo lahko udeleževal v drugih aktivnostih. Štipendijska politika je problem tudi na državni ravni. Ja, vendar se rešuje, ne prav tista sredstva, ki so, se zdaj poskuša prerazporediti glede na socialni status ljudi. Poleg tega se je povečala zdaj tudi ta minimalna plača. Skratka, za socialne sloje, za tiste, ki nimajo dovolj dohodka, je treba bistveno bolj skrbeti in sama močno delujem v tej smeri tudi na državni ravni. Hvala lepa. Gospod Marjan Smolej-Levček. Ja, jaz bi zelo rad sodeloval zraven, sam bom rekel, zelo težko sodelujem, kameram reč ne bi rad. Veliko se govori, veliko se ponuja, veliko se daje, ampak določeni ljudje so že dosti let v politiki, dosti let sodelujejo v občini. Zakaj že tega ni narejeno? To so zadeve, katere se bi že mogle narediti, to je samo umevno, zato so izvoljeni ljudje. Hvala lepa. Gospod Golubović. Nam je uspel iz 60 tisoč ali 70 tisoč evrov je bilo v 2006 na 150 tisoč evrov dati na področju mladih. Nam je uspel postaviti mladinski center, nam je uspel postaviti sodelovanje z mladimi. Te kamere, ta ekipa, to je občina financirala. Se pravi, mi mladim vzpostavljamo pogoje, glede igrišč pa to. Tista igrišča, ki so bila urejena, nekatera igrišča športna smo uredili, druga se bojo pa uredila v naslednjih 2 letih, ko se projekti za njih delajo. Še bi upozoril, recimo, sam sem dostikrat opazil zraven te stare postaje, Plečnikove postaje, poseda kar veliko mladih, takole zvečer, ki ne vejo, kaj bi sami s sabo, kako bi recimo njih parolekali, privabili k tem programom. Mi smo ravno zdaj začeli se pogovarjati v smeri, kako te mladino iz blokovskih naselij animirati, da pridajo ali v mladinske centre, ali pa da mladinski centri pridajo v blokovska naselja. In zato se pogovarjamo. Problemi so že kar nekaj časa prisotni. Seveda, da so prisotni, sem ben problem se čez noč nareši, ampak 2006 mi sploh nič nismo imeli na področju mladih. 2010 pa imamo ekipo mladih, ki dela zdaj tale neposreden prenos preko interneta. Hvala lepa. Še kdo, kakšno repliko? Če smem. Pa dajte, no. Mogoče samo tako za intermezzo o projektih se zelo veliko govori, ampak jaz vam lahko naštejem par projektov. Ne. Enega izmed najbolj slavnih je bil, ga vsi poznate, Oberstein, Kraljestvo Orla, Stari grad. Je bil tudi projekt, pa se ni nič naredili. In pač imamo projekte, ne. Eno je projekt, drugo je pa realizacija. Še vam dam mogoče, če bi na to odgovorili. Gremo naprej. Ja, saj smo imeli tudi projekt, kako rešiti garderobe v Zgornjem Tuhinju, ki so bile na zasebnem zemljišču, pa smo 2007 prišli tja, začeli to reševati skupaj s športnim društvom Zgornji Tuhinj, ker vedno je treba sodelovati s tistimi, ki tam delajo. In na koncu nam je uspel, da je ta stavba, ki v lasti zdaj, se pravi, noter se dogaja marsikaj, zraven športnega igrišča, to Matej ti dobro veš, noter so odprli strelišče, noter so garderobe, noter se upokojenci dobivajo. So bili projekti, smo mi prišli, smo to uredili. Hvala lepa. Gremo k 4. vprašanju. Pri katerih aktualno-političnih vprašanjih bi pripustili mladino k odločanju? Pa pejmo zdaj od Mateja Tonina proti Rudiju Veršniku in potem od Braneta Golubovića proti